Kakadudu nadaljuje s počitkom. Pepe, ptiček je pa bolan. Ja, a je vse v redu z njim? Ja, veste, otroci, kolikor se jaz poznam na tele reči, se temu le strokovno reče lenoba. Tu me je pa malo znano. Je, ne. Saj z lenoba ni nič narobe, ampak Kakadudu pa včasih res pretirava. Upsala, ja. Naj se ne spi, Pepe, tebe danes čaka pa nov izziv. Novi izziv? Ja, odlično, ja, seveda. Rekli smo, da se bomo pomerili v lončarstvo. Je tako? Tako je. Saj vaš lonček za kaktus. Gremo? A gremo? No, kaj se čaka? Pa pejmo, pa pejmo. Ne preostane mi drugega, kot da zbudim Kakaduduja. Današnji izziv ni za zaspance in lenuhe. Skupaj se odpravimo v ribniški muzej, kjer je lončarska delavnica. Tam se lahko naučim te rokodelske spretnosti. Potrebujem le nekaj gline in lončarsko vreteno. In srečo, seveda. Še srečo. Pepe, jaz sem tvoj izzivalc. A ja? No, kakšna so pa pravila igre? Kdo naredi najlepši lonček, ti zmaga. A ja? In kdo bo razsodil o tem, kdo je predsednik žirije, kdo je sodnik? O tem seveda razsoja Foxner, ki je že dal znak za začetek. Kmalu se izkaže, da lončarjenje ni hec. Glina, iz katere bi moral nastati lonček za moj kaktus, trmasto ostaja blatna kepa. Zato zavistno škilim h konkurenci. Njen lonček je prava mala mojstrovina in tekma je očitno že odločena. Loteva se me obup, navijači pa se dolgočasijo in eden od njih celo zaspi na vretenu, ki se nenadoma zavrti in... Kakadudu, pazi! Panika, kaj to, kje smo, kaj se dogaja? Kdo span, ti? Jaz sem Lina, me veseli. Kaj si naredila s Pepetom? Pepe, kje je Pepe? Tukaj sem, sam brez panike. Petka. Ne. Le kdo je zmagovalec izziva? Ne, no, pokazati, to mislim, to... Mislim, da je zmagovalec že znan. Ja, res je. Pepe, kaj si pa ti tu zdelal? Ja, en tak kupček, drekec, ne, zelo čudno. Čestitke. Hvala. Tudi jaz čestitam. Boljša si bila kot jaz, bistveno boljša. Kje pa je Kakadudu? Tam je. Tamle je, o ti zaspanc, ampak gre z nami, gremo nastopat, gremo plesat, a gremo? In tako moram ponovno zbuditi pernatega zaspanca, suhorobo, najbolj znano ribiško znamenitost, dati na hrbet in oditi k gradu, kjer nas čaka današnji veliki koncert. Kmalu nasproti pritečejo drugi nastopajoči otroci in nas opomnijo, da že pošteno zamujamo. Res smo pozni, zato pohitimo. A spet pogrešam Kakaduduja. Kje neki je zdaj zaspal? Lotimo se priprav za nastop. Rišemo in barvamo odrske kulise, pri čemer se nad vse zabavamo. Otroci so spretni in nadarjeni risarji. Razumejo pa se tudi na mikrofone, stojala, zvočnike, kable in mešalne mize. Še nekaj zaključnih potez in končno lahko začnemo s težko pričakovanim nastopom. Mi smo pripravljeni. Akcija! Nehajte! Dajte mi mir, jaz spim. Pa Kakadudu, zdaj ni čas za spanje, no zdaj čas za zabavo in za naš nastop. Ja, bi lahko imeli še malo odmora. Eno kratko pauzo. Pauzico, mini pauzi. Otroci, a ste za to, da imamo pauzo? Okej, potem pa ne. Stokrat hodi po ulici njeni, stokrat pred blokom, kjer ona živi, stokrat od zime do pozne jeseni, gleda, če luč v njeni sobi gori. Misliš,
za vas. Jaz sem najzvočnik, en zvočnik na pločnik, vzel sem kitaro in dal jo na glas. Jaz sem en zvočnik na pločnik, celo na ulico Luka za vas. Otroci, odlični gostitelji ste in izvrstno sem se imel. Čeprav vam moram pa povedati, da ste me postavili pred zelo zahtevne izzive. Vse so pravo odlično. No, skoraj odlično. Ja, tole z lončkom je bil pa res polom. Naj smo te hoteli spraviti v slabo voljo. A res je bilo težko. Čeprav ste me pa potem spravili v odlično voljo, ko ste tako lepo nastopali, ko ste odlično prepevali in še bolje zaplesali. Hvala, učili smo se od najboljšega. O, hvala. Pepe, izvoli, tu je od nas. A to je tisti lonček, ki si ga ti napravila? Ja, In zdaj je lahko moj. ja. O, koliko lepo od vas. Otroci! O, ribenca!